Islandija je reprezentanca iz drugega evropskega kakovostnega bobna, Slovenija iz četrtega in ta razlika je v Lendavi prišla do izraza. Navsezadnje so Islandke med favoritinjami skupine 5, v kateri sta v konkurenci za vrh še Nemčija in Češka. Slovenija prvič na kvalifikacijski tekmi z novim selektorjem Borutom Jarcem, tokrat brez poškodovane kapetanke Mateje Zver, je bila v prvem polčasu v podrejenem položaju. Gostje so pobudo izkoristili že v 15. minuti, ko je Dotirjeva vrgla žogo iz avta neposredno v kazenski prostor. Po podaljšani podaji je bila dovolj zbrana Jons Dotirjeva in iz neposredne bližine zadela za 0:1. Islandska profesionalka, ki igra v Združenih državah Amerike, deželi aktualnih svetovnih prvakinj, je bila s soigralkami tudi v nadaljevanju veliko na domači polovici. V dveh naslednjih akcijah se je izkazala domača vratarka Meršnikova. Najprej je zaustavila strel Alberts Dotirjeve. Nekaj minut pozneje je bila dobro postavljena tudi pri močnem udarcu Friedrichs Dotirjeve. V 37. minuti pa ponovno zmagovita gostujoča akcija. Spet dolg met iz avta, po več odbojih pa v gneči uspeh Honu Dotirjeve, ki se je v pravem trenutku znašla na pravem mestu za 0:2. Spet torej napaka pri pokrivanju in tudi nekaj smole ob odbijanju žoge. 0:2 je bil izid polčasa in tudi tekme. V drugem delu precej boljša igra Slovenk in tudi več obetavnih akcij, ki pa so bile brez udarnejšega zaključka. V 49. minuti je z prostega strela v naročje vratarke merila Manja Rogan, ki je vstopila v drugem polčasu. Pogumnejša igra je prinesla tudi proti napad Holblove, a se zaključni strel ni posrečil. Gostje z Islandije bi lahko zmago dodatno oplemenitile v 73. minuti, ko so gnečo pred svojimi vrati Slovenke reševale z izbijanjem žoge z golove črte. V zadnjih minutah še en poskus iz prekinitve, a tudi Kristina Erman ni bila dovolj natančna in tekma se je torej končala z izidom, ki je bil na semaforju že ob polčasu oziroma s tretjim porazom Slovenk v aktualnem kvalifikacijskem ciklusu. Točno tako. V prvi polčas smo šle premehko, premalo agresivno, predvsem je manjkala samozavest. V drugem polčasu je bilo dosti boljše, sploh z hitrimi protinapadi smo bile nevarne in bi lahko z malo več sreče tudi bile zadele. Tako da res ostaja neki grenki priokus, čeprav 2:0 ni tako slabo, ampak mislim, da bi se dalo iztržiti dosti več. Lahko rečem, da seveda je škoda, da smo na tej začetni poti in da imamo tako težke nasprotnike, kot so v tem trenutku Islandija in seveda naslednja Nemčija. Ampak punci napredujejo, se vidi, tudi danes smo lahko z drugim polčasom kar dobro zadovoljni, kot se temu reče, upali so se igrati, tega še manjka in mislim, da bomo to s časoma tudi popravili. Slovenija po tretjem porazu ostaja četrta. S kvalifikacijami bo nadaljevala v torek, ko se bo v Domžalah pomirila z Nemčijo.